Zaradi hitro starajoče družbe naša država vsako leto potrebuje več sredstev za dolgotrajno oskrbo onemoglih starostnikov, invalidov in kronično bolnih. Po ocenah Urada za makroekonomske raziskave in razvoj je obstoječi sistem zdravstvene in socialne oskrbe finančno nevzdržen, zato je nujna sistemska ureditev področja. Zakon o dolgotrajni oskrbi je bil napovedan že leta 2002, a do zdaj ni še niti vsebinsko oblikovan, kaj šele medresorsko usklajen in sprejet. Delovni skupini pri resornih ministrstvih za zdravje in socialne zadeve sta spomladi 2016 začeli usklajevati izhodišča zakona, ki naj bi uredil tako področje dolgotrajne oskrbe kot osebne asistence. A zaenkrat še ni veliko dorečenega. Niti to, ali bo nosilec zakona Ministrstvo za zdravje ali Ministrstvo za socialne zadeve. Ker je starejša populacija v celotni skupini v bistvu, bom rekla, dominantna, nekako za 70%, smo se najprej lotili, bom rekla, strokovnih izhodišč za pripravo dolgotrajne oskrbe za to populacijo. In nismo govorili toliko še o invalidih, je pa nekako tudi med obema ministrstvoma soglasje, da je smisel enovit zakon in da se to področje skupno uredi za vse starostne skupine, ne samo za starejše. Predlog delovne skupine se nekako fokusiral predvsem na temeljne dnevne aktivnosti, ki vključujejo tako zdravstvene storitve kot storitve socialne oskrbe. In tudi pač odpirali smo vprašanja podpornih storitev, kako jih zagotoviti. To je seveda odvisno od financ. Po zadnjih dostopnih podatkih je bilo leta 2013 za namen dolgotrajne oskrbe porabljenih 342 milijonov evrov iz javne blagajne in še dodatnih 130 milijonov iz žepov zasebnikov. Velika večina sredstev, 73%, je namenjena kritju zdravstvene oskrbe, toda najkasneje do leta 2025 bo zmanjkalo javnih sredstev za zagotavljanje celovite košarice zdravstvenih in socialnih pravic, opozarjajo pri Umarju. Javni viri so samo eni in treba jih je ustrezno razporediti in tako za starajočo populacijo kot za invalide. Prvi, naprimer v Nemčiji so ukinili en dela prost dan, pa so sredstva iz tega namena namenili posebej v blagajno dolgotrajne oskrbe. V Franciji podobno, imajo nek dan solidarnosti, ki so ga pravzaprav namenili v blagajno dolgotrajne oskrbe. Poskušamo nekje tudi sugerirati kakšno rešitev, no. Že zdaj 27% sredstev za storitve dolgotrajne oskrbe prihaja iz dodatnega zdravstvenega zavarovanja posameznikov. Zaradi naraščajočih zdravstvenih stroškov bodo morali oskrbovanci oziroma njihovi svojci za storitve dolgotrajne oskrbe vedno več doplačevati. To, da pričakujemo, da bomo dolgotrajno oskrbo v celoti lahko sofinancirali samo iz javnih virov, ki jo ne moremo že danes, je utopično. Sigurno ne bomo krčili pravic, ki se vežejo na temeljne dnevne aktivnosti, ki so nujne za preživetje, za življenje. Bo pa vprašanje, kako bomo zagotavljali sredstva za ravno ta del socialnega vključevanja, podpornih aktivnosti, ne glede na to, kako pomembna se nam zdi vsekakor in komunikacija in kvaliteta življenja, način, kako se te storitve izvajajo. Zelo težko bomo pa širili pravice na tem. Že pri pripravi zakona o dolgotrajni oskrbi in osebni asistenci leta 2002
je Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije predlagala uzakonitev osebne asistence za osebe z okvaro sluha. A glede na napovedano krčenje javnih sredstev bodo pogajanja za umestitev nove pravice gluhih in gluhoslepih v zakon zelo zahtevna. Del tega zakona o dolgotrajni oskrbi starejših ljudi je tudi osebna asistenca. V našem društvu že zelo dolgo poznamo to problematiko in rešujemo na svoj način z izvajanjem posebnih socialnih programov v društvu, ki se imenuje pomoč gluhim, naglušnim, gluhoslepim osebam na domu v njim prilagojenih oblikah komunikacije. Moramo paziti, da bo zagotovljena ta osebna asistenca tudi vsem gluhim in še posebej gluhoslepim ljudem. Razvoj socialnega dela dolgotrajne oskrbe bi moral biti bistveno hitrejši in prepoznan kot ena izmed prioritet pri sprejemanju zakona. Kajti ravno podporne storitve dolgotrajne oskrbe, skrb za starejše in invalide ter njihovo socialno vključevanje znatno prispevajo k zmanjšanju potreb in stroškov za zdravstvene storitve. Zavzemamo se pa za kvalitetne storitve v skupnosti, kot so medgeneracijski centri, dnevni centri, centri druženja, kjer se ti ljudje pač lahko, ki so ovirani, zelo ovirani, ki ne morejo več hoditi v službo in same za sebe skrbeti. Vseeno je zelo pomembno, da se socialno vključujejo ali pa tudi živijo na domu z osebnim asistentom. To je možnost, se pravi, ali pa tudi, da dobijo denar, da se vzamejo denar, da bolj sami poiščejo pomoč ali družinskega pomočnika. Predstavniki socialnih in invalidskih organizacij so si bili enotni, da je v sistemu socialnega varstva še precej finančnih rezerv in možnosti izboljšav. Je potrebno pogledati, koliko stanejo te storitve, ki jih zdaj imamo, na kak način bi lahko bile bolj racionalne, kaj lahko naredimo sami, kaj potem naredi nekdo drug. Velika skupina so ljudi z dolgotrajno psihično bolni, invalidi, taki in drugačni. Mi imamo zakonodajo, kjer pravzaprav se oni zelo težko vključujejo v delo. Sama pa sem pristaš tega, da se aktivno vključijo v delo, zato ker na eni strani pocenijo skrb, ki jo bi sicer imeli, po drugi strani pa tudi večamo njihovo samozavest in kompetenco. Tako da bi potrebno tudi na teh področjih pogledati, kaj bi lahko še naredili. Na Socialni zbornici Slovenije še pripravljajo konkretne izračune in predloge. Te bodo skupaj z drugimi invalidskimi organizacijami in zainteresirano javnostjo podali na javni razpravi o zakonu o dolgotrajni oskrbi, ki je predvidena za pomlad 2017.